Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Brezposelnost v Sloveniji je še vedno izredno visoka, zato so nekateri, da bi nekaj zaslužili, samostojno zakorakali v podjetništvo. Razne lokalne sladice, alkoholne kot tudi brezalkoholne pijače, modna oblačila, kozmetični izdelki in storitve, čistilni servis, dogodki za samske, pasja pekarna. Vse to so danes uspešne poslovne zgodbe. Mi pa opažamo tele začetne korake v podjetništvu, da se veliko žensk, punc odloča za neke ročne spretnosti, ročna dela, ki so pač v Sloveniji bila popularna, pa so seveda v zadnjih 15 letih bila bolj v zatonu, pa se to spet nazaj vrača. Moški ponovadi prevladujejo z bolj fizičnimi produkti, ki rešujejo čisto določeno težavo, ne bi mogel glih sporednice potegniti, pa mogoče strojništvo pa IT tudi prevladujejo moški. A sama ideja ni dovolj, zamisel je treba prodati. Zato je Čebelarski muzej v Lescah v sodelovanju z ustvarjalnikom, občino Radovljica in drugimi v teh dneh gostil 4 delavnice, na katerih bodo udeleženci skozi zgodbe spoznali nekaj primerov uspešnih poslov, ki so nastali samo z dobro idejo in brez zagonskih sredstev. Jaz mislim, da že sama lokacija, kjer smo danes, Čebelarski center, pa cel kup enih dogodkov, ki jih vaš kraj ponuja, v smislu, čokoladnega sejma, to so tiste dobre prakse, za katere moramo govoriti in jih s ponosom predstavljati svetu. Predstavili se bodo tudi podjetniki, lokalni, iz Štarte Slovenije prihaja Jasna Grbič in želja je, da z svojimi osebnimi zgodbami navdahnejo tudi tiste, ki mogoče še zbirajo pogum. Osebno zgodbo so delili tudi uspešni lokalni podjetniki. Ravno danes se nam bojo predstavili 3 podjetniki. Konditus podjetje, ko so iz nič ratali veliko podjetje s 50 zaposlenimi, izdelujejo krasne kremšnite. Potem je naša čokoladnica, ročno izdelanih čokolad, pralin. Delavnice se je udeležila tudi Jasna Grbič, ustanoviteljica negovalnega mazila za tatuje Tattoo-Care, ki je svojo izvrstno idejo dobro unovčila in si z njo utrla poslovno pot. S prvim slovenskim tatu mazilom se je predstavila širši javnosti v oddaji Štartaj Slovenija, ki je pomagala njen izdelek spraviti na trgovske police. V bistvu takrat, ker sem imela brazgotino po operaciji, sem se po 2 letih odločila za tatu in do takrat je pač nastala ta ideja za mazilo, posebno mazilo za tatuje in nekako operacija me je pripeljala do tega mojega produkta. Jasna se s snovanjem idej ni ustavila, trenutno ustvarja 2 nova produkta, cilja pa tudi na tujino. Vsem, ki imajo poslovno idejo, pa svetuje, naj se podjetniškega sveta ne ustrašijo in vanj stopijo samozavestno. Tukaj v bistvu si moraš malo upati, v bistvu moraš razkriti širši množici svojo zgodbo, pač svoje ozadje in tudi majčkeno tvegati. Zdaj zgodba lahko uspe, lahko ne, ampak ja, moraš si pa nekako upati in iti v to. Tako da ne nimajo strahu, pa pač naj vztrajajo, če čutijo, da delajo prav. Torej sama ideja ni dovolj, je le prvi korak. Dobra zgodba in podjetniška žilica sta preostala ključna koraka, ki vas bosta pripeljala do cilja, prvega prihodka.